Mater, ugotavljam, da če se dotikam pop filtra, da tudi se sliši. Mislim, mi ne slišimo tukaj. Ne, sej ne, ne da se sliši, mašina ga zazna. Ja. Glih tok, da bo pol, ne. Ne, meni je bilo itak, tole, kaj ta Mike vse pobere, mi je čisto fascinantno. Tako da sem se nekaj, ko sem se pogovarjal, da je ta Mike tako, če bi bil slušen aparat varianta, ko vse pobere. In se moraš prav naučiti ga uporabljati. Ja, sam res, ja. Ja, jaz nimam toliko močno naštimam tega gejna. Ne, mislim, zdaj mi je vredo, ampak tako, recimo, če sem, zdaj, kad se pogovarjam, ampak tako, če sem sam, recimo, pa tako, slišim vse tako, veš, ti kako bi rekel, empne up vse zvoke, kaj drugače slišim. Mislim, tako, vse ne to glasno. Zdaj sem ugotovil, da na eno uho, da nimam več stereo, da nimam več naravnost. Mal se je shiftan levo, ne desno, tako da zdaj študiram, kjer slabo slišiš. Kjer uho mi crkuje. Ja, sej. Glih zanč mi je en rekel v službi, ja, prav upam, da zdaj do mojega rojstnega dneva, da bo pa tole že vse sproščen. Sem rekel, ja, kdaj pa imaš rojsten dan, pa ne vem, začetek marca. Sem rekel, glej, mislim, da bo bolj za mojega, mogoče se videla. Pa že tis bo bolj vprašanje. Ne, to po mojem že, ja. Do novega leta pa že bomo, a? Misliš, da bomo? Ja, ne, tako sem rekel, če sem održal, pa če bomo hitro se cepili, pa če bomo se vmes, če ne bomo packi pa grdi, ali kako že to je. Ne. Ja, sem se, da veš, za cepati se moraš imeti cepiv. Ja, pomaga. Ful pomaga, mislim. Vsega je dost, vse prehaja skozi. Kjer? Ma ne, nekje sem gledal ti statistike, da smo v bistvu kar v top 5 evropskih držav, tako da. A res? Mislim, če izvzameš Srbijo, ki ni evropska država, ker oni so pa že 70% pa cepljeni zdaj, po mojem. Ja, za tega, se pravi, ko oni imajo ruskega pa kitajskega, pa lahko še se zbiraš, pa ne vem, kaj še vse. Ja, pa ameriškega še. Nimajo problemov z regulacijami, ker pač ni Evropske unije. Ne. Mislim, predvsem, tako kot je Han rekel, ne, če smo držali ukrepov, dokler cepivo ne pride, bomo lahko, bo septembra mer, drugače pa 2. septembra, tako. Evo. Tako da, ali tvoja teorija, da decembra ne bo še vse v redu, je še zmer verjetna. 17. junija imamo zabav. Kjero? Zakaj? Pizda, 20 let pivovarne je človek. Kjero? Moje. Dobro, pridemo, povej, kje bo, pa pridemo. Ni že 20 let, valjda. Če se bo... Na Hrvaškem, kak bomo po mojem lahko šli. Ja, lej, mislim, kaj bo mama rekla. Hojsova. Ja. Aljo, tebe je treba s pivovarjem z Vajdušnem malo povezati, da bo ta vidva en poseben, upravičujemo se, per naredila. Mislim, to pa res mogel. Dej, bomo... Jesen, če bo razmere ta prave, gremo na pivomanijo, pa bomo kakšno razdrli tam, pa naredili plan, plan lahko naredimo že prej. Se to mislim, lahko se že prej kaj zmenimo. Tako. V bistvu bolj, da gremo prej se zmeniti, pa petek malo pokušati. Da je na pivomaniji že na štand. Tako je, da že imamo, da že ga prodajamo, oziroma da ne. Če bomo že dali know-how ali to, ne, da bomo... Ja. Da bo nekaj tega. To pa še boljš. Viš, evo, ideja za potlej. Ok, gremo snemat. Pojmo snemat, ja. Ajde, piči. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju v vesolju in sploh vsem, v katerem po nekem čudnem naključju govorimo tudi o enem poglavju iz knjižne trilogije v 5 delih, Štoparskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi.
Podpora. Vsak evro šteje. Hvala za vse ribe.si. Hvala vsem, tudi bodočim. Pelicon.bir, koda brez panike, 10% popust, hvala tudi za pivsko podporo. Pa minister je, Družabni smo na obrežjih, omrežjih in smo povsod, na Afna upravičujemo se. Zanimajo nas pa tudi vaše zgodbe, objavite lahko storje na Instagramu, lahko priljubljen screenshot epizode ali sliko z prehoda, teka, poti v službo, prehajanje občin ali česa 42. In delili ga bomo. Hvala, ker se z nami tudi v restavraciji ob koncu vesolja. V prejšnji epizodi. Ne, dajmo še najprej feedback. Okay. Tale smo pozabili prejšnji teden povedati, jaz sem pozabil omeniti. Artur Dent nam je pisal. Hudiča. Ja. Mislim, ime ima Artur Dent, sam ima pa neke baterije, pa neke električne avte, pa to, tako da nisem ga res najmal, ko zihar marat, vse vemo koga. Ne? Baterije pa električne avte, to je tvoj variant. Mislim, neke ikonce, baterij pa avtov, pa elektrika. Ampak ti povem, glavnem pusti, ignoriraj. A si videl največjo zanimivost? Kjero, a to, da so butnali ne vem koliko denarja v Bitcoin, penzije pa ne plačuje svojim delavcem? Ne, da so v enem mesecu z Bitcoinom več zaslužili, kot v 14 letih s prodajo avtov. Ja, sej, ampak še zmeraj ne plačuje penzij svojim delavcem. Ja, ker dela zase, ne za svoje delavce, ki ga boli kura za njih. Ja, točno to. Tako da, če hočete biti entrepreneur, kot Elon Musk, vam želim srečo, ker v bistvu delavci delajo produkte, ne direktori. Ne. A ni, jaz sem mislil, da je kapital tist, Kapitalc! A ni tist lastniki kapitala, da vse te stvari spravijo? Ja, pa trickle down economy pa tako naprej, ne? To, ja. Nekaj je res, to je treba z rokam nekaj narediti. Mišliš, avte? Kje te nekaj? No? Ja, to se samo naredi. Ne, ampak vsak je lahko on. Ne? A kako že? To je res. A ni to? Vse to je Amerika, ne? Ja. Vsem so dane enake možnosti. Ne? Pomaga pa, če si bil moški. Ja. Pa če imaš kakšen denar. Za začetek, če si bil moški. Ja. Pa če imaš kakšen denar. Ni važen, a imaš denar ali ne. Denar si lahko sposodiš. Sam dober je, lažje si ga sposodiš, če si bil moški. Vsekakor. Peli, a si videl, nekaj so šli na Kapitel. Tam so bili več ali manj sam beli moški. Ja, no, a vidiš, kam pride, če nekdo se spomne Elona Muska, tako pridemo na... Mislim, to je kar narobe s tem svetom, no? Da kaj se je lepo, da vlagajo v Bitcoin, mislim, super, whatever. Ampak ja, ne pa se poskrbijo za druge stvari, no? Se strinjam. Mogoče pa zdaj, ko so toliko zaslužili, da bojo lahko penzije plačali svojim delavcem. Aha. V glavnem, dajmo... Tole je napisal Ivan Draxler, naš zvesti poslušalec. Že naprej se opravičujem za vse nevšečnosti. Nova mantra, tista, ki je bila z vlado, pa z ukrepi. 14 dni. Konjska vprega, pa to, kar smo imeli. Ali ja, spomnim se. Kaj, a da ima vlada vajeti? Ja, vsi veste, no. Vajeti pa vlada, pa te stvari. V glavnem, da če bi jo... Mi se ne spomnimo. Če bi jo ta pravi čas zaščitili, bi lahko se nadejali lepih denarcev. Ja, če prejšnji lanski let marca to ne. Mi smo tako, kot izumitelji penicilina. To dajemo vse za... Damo ven. Damo. Open source. Tako. Vse to je to, tako moglo biti. To je za dobro. Tako. To je za obšte dobro, se temu reče. Tako, dobrobit človeštva. Za narodov blagor. Točno tako. Če pa posluša kakšen, ki ima konjsko vprego, pa nas spomlad povab na en špancer, bomo pa ko veselka radio. Na bled. Ne bi se do bleda furov. Come on. Pa zihar je na stožcah, kakšen, ki ima konje pa vprego. Fulik je na stožcah, ki ima konje. Še celo policijska konjenica. To ja, samo vprego. Ja, vprego zihar imajo. Valjda imajo.
Uprego na tla vrš, mater vola. Pridemo. Ja. En krog zapeljali. V glavnem, v prejšnji epizodi smo ugotovili, kaj, Pul stvari. da psihiatri, Psihiatri sam na denar mislijo. Sam na denar mislijo, pa da jim ni problema. Eno lepo misel je bila o psihiatrih. Je, da za 20 evrov na uro ga noben primer ne zanima, za 100 evrov na uro ga pa vsak primer zanima. Ja, lej. Vse, vidiš, tega le našega je pa vedel, kaj se bo zgodilo in je pač ne. Ja, ta je imel verjetno še boljšo urno postavko. No, sigurno, ne. Sicer verjetno v vogonskih, ko sem že imel vogoni, smo že ugotovili, kaj so imeli eno trdno valuto, ampak kaj že? Trdna je bila. Trda valuta. Ni bil altarski dolar, ki je načeloma kao, a veš, tisti galaktično sredstvo, ki je najbolj, kako se reče, zaželjeno. Razširjeno, ne? Ampak so imeli oni neko svojo valuto. Ne? Ja, oni so bili. Tako da, ja. Galaktični bitcoin. Yes. Vogon coin. Imamo idejo, naredimo. Želje vsakega žrebička. Bitcoin. Ajde, kaj je, opozoril za kvarnik, to je to? In smo v 3. poglavju druge knjige. To smo zdaj že malo ali že. V 3. poglavju. Ja. Malce ga slišal, no, mogoče se meni sem zazdel. Res možno, ja. Zdaj, ko smo spomnil, sem se... Da vas zapeljem v sanje, če ste slučajno zvečer poslušate. Okay. Sem to pa zdaj briljantno, a veš, da združiš dva briljantna F1 komentatorja, Niko Miheliča in Ališiča. Si predstavljaš, to bilo pa zanimivo, to pa gledal. To bi bilo res dobro, ja. To bi bilo začel kot Niko Mihelič. Ališič bi mogel nasvalkati vse une iz boksov, une treparije o babancah, o tem, kje, kdo s kom. In Niko bi pa o valnikih povedal svašta. Kar smo želeli kdaj vedeti, pa kar kdaj nismo želeli vedeti. Ja, a veš, a si predstavljaš, Niko Mihelič lepo monotono razlaga, ki je pol enkrat, a veš, iz ozadja, ki je bilo že malo dolg čas poleti. In sedaj, kaj se sedaj zgodilo. Dež. Ja. To bilo, sem videl malo. Sam, dragi moj, če ti vstaneš v 5 zjutraj, pa koga boš poslušal? Ja. Jaz si lahko budilko naštimam Niko Mihelič, ja, o 5:30 že spim, valjda nazaj. Dobro, se jih ni tok tam ne vem, kaj počnejo. Se jih ni tok tam. Sam tež začel, veš, pa gledam. Kokca 2 tam sta tam v Braziliji, ne vem kje, se jih ni tok tam čez. Ne vem, to pa res ne moram gledati. Ne, jaz sem nehal, od cene naprej ne gledam, bi skoraj rekel, od Mensla naprej. Ja, nek tam smo nehali. Šumacherja smo še po mojem malo gledali. No, ajde, Šumacher, ajde, sem malo pretiravano. Šumacher je že dolžni. Če bi rekel Fittipaldi. Ja, jaz se malo trudim. Moram reči, da najn bivši, v bistvu šef, ne? Ja, se vem. Nisem ga nikoli poslušal. Dober vod, super je. Sem edina stvar, ki imata s co-hostom je, da se trudita in na vsak način se nam trudita povedati, da je dirka zelo zanimiva. Mogoče je to footnote ali footnote, ne, don't do that. Ja, ne, pa vse ene par dirk je bilo res zanimivih, tako, ne, sam kadar ti, veš, špiker reče, da to je pa res zanimiva dirka, ne, med tem, ko se nič ne dogaja, a veš. Ja. Mogoče ni to zanimivo. To bojo naši poslušalci našega podcasta bojo to zvedeli, mislim, bojo to alegorijo dobili ob igri s kriketom, ki bo pa sledila v naslednjih poglavjih. Tako. Kriket tudi slovi kot ena zelo zanimivih iger in knjiga se jo tudi dotakne. Ne? Ja. Mislim, da več kot samo dotakne. Mi smo zdaj klele par Arturju, ki je ugotovil, da mu zgleda, da mu on nutrimatični sintetizator napitkov ne bo postregel s napitkom, ki ga je on želel,
in se odpravil po ladji iskat kotliček za čaj, ne, da bi si on to sam neki, čeprav ne vem, kje za boga bo on zdaj čaj dubo. Se to ne veš, kje on išče kotliček, okay, ampak veš, najprej ti rabiš čaj, pa kotliček, zdaj bomo tisto bomo že rešili. Ne. In potem vidi, da so vsi neki nervozni. Neki so na trnih, ne vsi, ja. Pa da kričijo na računalnik, ki se nekaj ne odziva, ne, pa... pa brcajo, pa ne. Pa na dan ga tulijo, ker Saravan pride. Pa na zaslonu je pa sam grda rumena packa, ne, veš. Ja, on pa, zdravo. Kaj resnega? Večem tako, veš, tako da una angliška, veš, da malo navežeš v neformalni pogovor. In drugače moment. Vreme se je pa kar naredilo. Lušen. Vada, da ga zapho, da ga takoj, ne, počakaj pa spregovoril, okej, ja. Zapko je bil malo nadrkano, sam to rekel, mislim. Malo da je bil, no, mislim. Bolj reagirano, lepo lepše, mislim, se ni treba zdaj tukaj se takoj na enega spucati. Ja, sam, ne, pol uleti Ford in takoj razloži, ne, z eno besedo vogoni, napadli so nas. In Artur je zašklepetal z zobmi. Ja, dal je nesmrtni nasvet, ne, popihajmo jo. Ker da se ni noben tega prej že spomnil. Captain Obvious. No in pol ugotovijo, da so vsi procesori zasedeni, ne, in da pač nič ne gre, ne, in tle pa pride do ene te, kako se reče, pogleda nazaj, ne, ker se je Artur spomnil, kako je bil majhen, igral... ker zemlja še ni bila uničena, ker je igral nogometne. In da je bil res spreten, toliko spreten, da je zabijal gole lastnemu moštvu, ne. In da se je pol, kaj je bilo, neko ščemenje, ki se mu je razlezlo od zad za vratom, čez lica pa gor do čela, ne. Tako da to je pa res lepo opisal, ne. Malo je začutil, da mogoče pa on za to pizderijo kriv, ne. Malo je rekel... Ta občutek je tako dober opisan, da sem bil tako, bogi Artur. Že v prvo, mislim, vsakič, ko to preberem, bogi Artur. Upam, da no povedal in pol seveda. Malo poizvedoval je. Najprej je malo cincov, ne. Najprej malo cinca, ne. Piknu, ne. In polun, a je računalnik, ki je rekel, veš, to je tako, kot un vico veterinarju, veš, vam je una ovca, ki je na konc dol govori. Ne verjeti, prasice lažnivi, ne? Oči laže, prasice laže. No, ampak pa se pa zagovori, ne, v glavnem, ja, in takoj ga po... Ja, on ga pred, kaj spet ušpiču v pičnjaka, veš, kaj zdaj? Čajček sem mu dal skuhati. Ja, in pač prizna, da je pač ne hotel čaj, ne. Ampak, a veš, zanimiv, ne, da je res, da a veš, taka mašina, state of art, ne, pa ga zaplete taka naloga, veš, ki jo moj šporgat zna, veš. Ja, lej, ne, sam si ti pred šporgatom, veš, šporgat ne zna, ti moraš postaviti čaj gor, pa mislim, vodo gor, pa... To je res, ja. A veš, ne, pa on pa še, a veš, ne, špric mleka, ne, a veš, ne, jih je, ne. Ja. Marvin je pa še zmer stal v kotu, ne, a veš, noben se ni spomnil na Marvina, mislim, halo ljudje, tako v glavnem, vse vem, da zgodba je taka, kaj je, ampak tle bi... Ja, lej, panika je bila, a veš, panika, ne. Ja. Pa se je pa začel, ne. Ja, pa se tudi polim računalnik razloži, ne, da Edi jim veselo razloži, da bo takoj spet njihov, ne, sam da on tale čajček zrihta. Zrihta tole, ja. Ne, res je blazno težka naloga, ampak bom takoj z vami. In gremo, ne. In takrat so pa že, kaj so že čaki? 30 mega udarni, definitivno morni fotozonski topovi usekali po njih. Ne. Ja, se začeli sekati. Balba! Mislim, že sliš se tako, ne, da... Ja.
Zanimivo je, da Ford po tem, koliko jih stresa, takoj ruk na esti ima 4 minute. Ja, le je ocenil, ne? Ja, Ford ima dobro oceno, mislim, očitno s tega zaphodom že kdaj biksala tako, da so malo strela na njih, ne. Ja, in točno ve, ne. Imamo 4 minute. Ne, veš, to v sekundah pol mera, veš, to je tako, v teh hollywoodskih filmih, veš, odšteva tako, sicer ta odštevanje kar zelo dolg cajta traja, ne, so take bolj hokejske minute, da se tistih 4 minute res kar zavleče, imajo oni mrski cajt narediš. Ne, se pol se čas ustavil. Če si tam, ki te sekajo po tep, ne, traja večnost. Tam se pol čas ustavil, veš, tam se pol čas ustavil. Se veš, kaj je, kako je prišel do relativnosti teorije. Ja. Čak, ne smeš tega tako pustiti v luči. Ali si vzel dramatično pauzo? Jaz si misliš povedal zdaj. Ja, ne. To je bila res dramatična pauza še. Ne, veš, kaj Einstein je bil poročen iz Srbkinjo, ne? Tako. Milica. Ja, Milica. Ja, tako. Ja. In tast mu je enkrat rekel, sine, svet je to relativno. Ja. In takrat je njemu stvar, da to bi... Ja. No, jaz sem prehodil sem to reči, da ali je prej si naredil še en požirk piva za dramatično pauzo, povem pa tole povedal. Ja, to je bilo zdaj. Vidiš, ko nimamo live. Tale, kaj je vodil. Kdo? Ne vem. Ko je Riki Gervais, kaj je že. Riki Gervais, ja le. On gre tudi na pivo, tako vmes med. A ja? Razen The Office nisem nič gledal. Nisi gledal? Ne. S tem, da bo so kar zabavni. Ja, ima kar dobre, pa skozi ima perčeka, veš, mislim tam pod pultam, tako da ga kar redno gasisa med temi predstavami. Ja, le, čakaj že ene. Kako pa? Tle ga razumem. A ga nisi gledal na unih zlatih globusih lansk let? Ne. Ta star to pa moraš pogledati, no, kaj jih je pa tako, mislim... Slišal sem, da jih je lepo požalo, ja, sam to pa... Je kar na meji, no, tako. Je kar tak je ven nametov, da kar včasih kar malo pogledaš, mislim. Ja, pa sej on je tak mejen, ne. Sam zdaj ima tak renomej, si lahko prvoš biti, ne, veš, malo čez, ne. Ja, on je mal ovekovečeni velepotež, ne. Ne ovekovečeni, ovečeni. A sem narobe rekel, ampak ja. Ja, sej mal je, ja. Malo si je blagovno znamkost tega naredil, da žal vze po vrstam. Ja. Pa se to je the best, stari. Če to delaš dosti dolg cajta, pa če to delaš dober, pol je to super. Ne? A veš, to je tako, kot smo un dan govorili, ne? Da mogoče bi mogli influencerji začeti šamari dajati. Ne? Mislim, nismo tega govorili, ampak... Ne more biti vsi, ne. Lahko je sam... Vem, ampak Riki Gervais ti lahko šamar da, ne. A veš, pa moš rekel, okej, če si že pač, ne. Ja. Čeprav ne vem, vse nasilje ni rešitev, ampak včas pa... Ne, ni. Na, pustimo. Ja. Ne, a veš, ja, mislim, a veš, on tudi tam, ne vem, v poslušalstvu žal vse po vrst, ne, in folk pač karto plača za to, a veš, da te pa malo žalijo. Tako da zanimivi smo ljudje, ja. Ja. Še ena za našega higienika. Tako. Ja. Tako ja, da, v glavnem, ja, streljanje se nadaljuje, ne? Fordovo odštevanje tudi, ne? Ja. Zaphod pa ugotovi, da ne vem sicer od kje, mislim, da vem od kje, se tudi sam ne ve od kje, ne? Ne, ampak veš, zdaj se moramo k Jelcu, najprej se moramo še pri Jelcu ustaviti, ne? Zakaj? On mu pa nič jasen, ne? A veš, itak ni najbolj bistven primer tega vesolja, ne? In ne mu nič jasen, on je pričakoval, kaj vse se je dogajalo, veš, da je to tako zgleda kot v ameriških filmih, veš, da pregon, lučke... Streljamo, bam, oni bežijo, levo, desno, izmikanje, levo, bam. Model se je v bodu ugrajen subciklični utrjevalnik normalnosti, razumeš?
Ja, tako Ja. lov, Ja, ja. rabljene z vlečnim žarkom. Ja, to, Ja, to, seveda, to, ne. ja. A veš, Uni bežal, uni ga lovil, vse to, veš, na ta, ne. In una ladja pa stoji, pa sam požira. Bomf, bomf, Ja, bomf. Ja, on ga pa nažiga gor, oni pa stojijo tam, brez veze, mislim, dolg čas. ja. No, tle pa pol v bistvu preidemo na to, da bi Zaphod pride na idejo, da bi spiritistično seanso v šmeku, s svojim ugotovimo čez nekaj odstavkov s pradetkom. In Ford Ja. tako, ko s pradetkom bi rad govoril, a si normalen? Točno to. Zdele. What the fuck? In pol se okrog terminala posedajo, pa se primajo za roke. Čak, Forte pa nehal odštevati, to so te hokejske Ja, ne, se minute, on vmes odšteva. Ampak mislim, da Ja, so malih odšteva, ja. zdaj po zadnjem podatku je bil na 3 minute 45, ne. Pol pa ni nič več. 3 minute in 30 sekund, evo, vidiš. Ja, zelo hitro se je dogajalo, očitno, v glavnem. Ampak hkrati pa zelo počasi. Ja, hkrati pa zelo Da ti počasno. rečeš, bi imeli mi spiritistično seanso. Ja, in ugasnejo luči, in pol, tam, viš, pa prav 3 minute, Seveda, 30 sekund gre tik tak meni. Ja, valjda, ne. In sem razen čas v službi. Spet smo pri tem, vse je relativno, ne? Ja, Tako, če bi pa pustili zdaj 30 sekund tišine, bi bilo pa res dolg za poslušalce. Ja, mrzkažem bi že mal preverjal telefon. Ne? A veš, to je recimo, mi, ki smo še analogna generacija, mene to zmeraj fascinira, recimo pri Tamali, ki neki, ne vem, na telefonu, na tabelci ne dela. A veš, in to, če ni naslednjo nanosekundo, je že tako ene par besnih pritiskov po ekranu, ki že mejijo na tem, da bo una gorila gles popustil. A veš, mi smo bili navajeni unih spektrumov, a veš, ki je 3 minute dolga igrica. Loading sekvenca, ja. In pol je loading error na koncu napisal, ki je res čeličil uno tvojo potrpežljivost. Veš, ki si prevrtil nazaj, pa glavo obrnil za 5 stopinj, pa spet ponovo zgodbo. Ja, sem z tega si se navadil na to, da ne klikaš, pa ne tipkaš kar neki, ker lahko, a veš. Še hujše pol. Še hujše Še pol. dalj časa. Ti daš računalniku ukaze in pol, ko pride on do zraka, ko sprocesira une stvari, ki jih je mogel sprocesirati, naredi še ene 3 neumnosti, pol pa res lahko pancer glas popusti, ker če še malo prehiter potipkaš, pa vržeš telefon v steno, pač pancer glas ne pomaga. Ja, ne preveč, mislim, prevelika sila. Ja. Za pancer glas. Ja, kje smo, pol so v bistvu delali to, spiritualno seanso ali neki, in je se mogli poglobiti v njegovo ime in se izkaže, da je Zaphod Bibelbrox 4. In pol se izkaže, da je bila neka nesreča s kontracepcijo in časovnim strojem in pol fast forwardamo to naprej. Sam ta je bila res dobra, veš, Zaphod, pa so bili pa vsi njegovi predniki, so imeli pa više številke, veš, ker ponovadi je kontra. Kontra je. Ja. Ta je kar dobra, ampak Trillian pa ni rekla nič, kaj pa bi si je mislila. V bistvu Trillian tudi zelo malo reče v zadnjih cajtih. Ampak... Sama veš, mislim, ona je znanstvenica, a veš, ona je dokaj, mislim, ona je astrofizičarka, Ona verjetno hoče se že, da v spiritualno ne verjame. Ona se tele stvari, ne vem, držajna za roke, pa neki, pa klicajne duhov, ne vem, po mojem, to ni glih njena domena, Najbrž ne, ja. Ja, kot astrofizičarka verjetno res ne. Ja. Mislim, čeprav pa verjetno se smo že ugotovili, da se je pa verjetno njen svet s tem, kar se ji dogaja, pa tudi podaril, Tisto, kar se je ona na faksu naučila, tam verjetno v Oxfordu, Cambridgeu, ne vem, ki je ona hodila na te fakse, je tisto znanje od tam, ki dosti ne korist pri tem. Tudi najbrž res njih ne. Enkrat, ko vidiš, da imaš ladjo na neverjetnostni pogon, to ni več tisto. Ja, v glavnem,
In pol so napetost je rasla, sekunde so pa tekle in pol naenkrat nekdo pržge luč, kdo? Zaphod. In potem se glas v glas in pravi, da sem se bal, da že sploh ne boste pržgali lučine. In se izkaže, da pride kdo? Pradedek. Zaphod Bibelbox 4. Tega, ki so čakali. In pol je ta awkward situation, ker ga Zaphod ni prav zelo poklical, ali kako je že bilo? Ne, pozabo je na njega. Pogrebam je pozabo ali zgledal. Ja, malo vse je skup, ga je malo ne. Pač, rože je pozabo ali pogrebam ali kukorkoli, vse ne. Vse je pozabo, pač za stare pač se ja, kaj se mu zmeri. In da prababico je tudi pozabo, ne, in da sta oba blazno razočarana. Očitno, da Bog je, ne. Vsaj eden od teh, v katere verjamem, mislim... Ne, verjamem v duhove, ne? Ja, ampak če obstaja posmrtno življenje, pa obstaja Bog, ki promovira to posmrtno življenje, ne? A je to res? Ne, to ni zihar. To ni povezave z eno z drugim. Okay. Ne, pač. Ne, v bistvu se recimo, že če samo reinkarnacijo pogledaš, pač ne. Ja, sem ni, tle ni reinkarnacije, tle je de facto, ne, ona sta, ne. Ja, nek sta tam nekje, nebesih, ne. No, v glavnem, ja, ok. Sam tako se mi je zdaj zanimiv, da je avtor upelil termin nebes. Veš kaj, ne 70-ta, klej je bil že mal New Age, je šel. Ja, po mojem za ta moment. Mal se je Bog pozabil že, ne, tisti krščanski pa smo mal v New Age zajadrali. Ja. Sta šla s kakšnim unim tistim na 3 pere, pa je na en Mario Špinel, pa je bilo pa tako, ne. Ja. Transcendentalno pa uvadeva. Tako transcendentalno. Stare je bilo cool, če sem s svojim dedkom pogovarjal, veš, ta moment. Ja, prav, dedek. To je bilo cool, a ve. Ja. Ko ima še slučajno sposobnosti take, da pol ugotovimo, da v bistvu ustavi čas, ne. Ja. Ja, zato, da mu je lahko pridgo pač celo povedal, ne. Ja, seveda, res puca ga na polno. Ne vem, ga je res malo razočaral, ne. To je trajalo minuto pa pol, to je trajalo več, kot vse ostalo prej, razumeš? Ne, spuca ga ta star na polno, ne. Ja. Imamo najdaljše poglavje, ki po njihovo traja najmanj časa. Dobro, to je spet smo pri tem nerelativnosti. Ja. Svet je to relativno stari. In v glavnem, zdaj bomo pa poslušali, kaj je Zaphod Bibelbox 4 rekel našim junakom. Citat bo prebrala Nina Gaspari, podjetnica, ki rada lovi ravnotežje med delom, življenjem, pomaga bodočim podjetnicam in podjetnikom graditi uspešne zgodbe. In je ustvarjalka priljubljenega podcasta Lovim ravnotežje. Nina, se slišimo? Hej, živijo, jaz vas ful fino slišim. Super, mi tudi tebe. Izvoli lepo, prosim. Kot pavi se šopirite po vsej galaksiji, ti in tvoji, je častitljivi prednik prezirljivo zamahnil z roko. Ti in tvoji ničvredni prijatelji, pri tem pa nimaš časa, da bi mi prinesel rože na grob, pa bi bil zadovoljen tudi s plastičnimi. O ja, iz tvojih rok bi se mi zdele čisto primerne. Ampak ne, zato nimaš časa. Premoderen si, racionalist, dokler se ne znajdeš v kaši, ko te pripriči sama astralna duhovnost. Nina, hvala, tole je bilo super. Ja, hvala za vabilo. Jaz vam vsem želim eno krasno potovanje naprej po poglavjih knjige. Lepo se imejte, pa veliko čast mi je bilo, da sem lahko tole prebrala za vas. Čau! Ne, nam je bilo čast. Še naprej dober lov ravnotežje, mi pa nadaljujemo z epizodo. Kje smo ostali? Ja, no vidiš, ne. V bistvu še polih... Minuta 10. Ja. In pol prav, zakaj se ta človek pogovarja samo o številkah? No in v glavnem, pol pa še malo težita en drugmu in pol ga še okrca, da to predsednik galaksije, pa kva, pa ti se s tem hvalaš, ne, Ne, a veš to že, Peli, že takrat, kokar to ni bila neka ugledna funkcija. To ni samo v Sloveniji, to je tudi v galaksiji taka čist brezvezna funkcija, predsednik galaksije. Ja, to... očitno ni bilo, ja, neki. Tako da to izgleda povsod, to je dosti splošen pojav. No, pridiga se nadaljuje, ne, in Ford se sprašuje, zdaj, da bo ta tip nam res pomagal, ne, veš.
Ja, on ga pa tudi on očitno, mislim, tukaj tudi po moje je Douglas ugotovil, da ima že preveč, da se staje, bo pa mal se poigral s tem, da lahko malo on se manipuliramo s časom. Ja, v bistvu gre kle potem poleg tega, da mu je držal to pridgo, ne, kaj vse on narobe naredil, ne, mu je v bistvu tudi pa del plana, ki ga si je Zaphod zadal, pa ga je zdaj zaradi tega, ker je bil podvržen testiranju, ne, ker ga je bil v bistvu prisiljen si izbrisati iz možganov, ne. Ja. Je mu ga tale dedek razkril, ni mu razkril, no, ampak v delu te pridge mu je pač tudi razložil, pač zakaj, kakšen je sploh njegov namen. Ne. Mal ga je urisal, ne? Ja, tako, mal ga je spomnil, ne. Tisto, kar je on si hotel pozabiti, oziroma zbrisati, oziroma skriti sam pred sabo, ne. In da ga bo v bistvu rešil, da jih bo rešil sam zato, da poleg tega, da ne bi oni tudi drekali jim tam gor po tistih njihovih nebesih, ne? Ja. On pa njegovi prijatelji mu res niso bili zgleda simpatični in jih je bil pripravljen zato tudi rešiti sam, da ne pridejo njim gor, ne? Jaz sem da ti se veš, te ne, no, mislim, le, veš, te ti samo teh grampi mene, veš, ga čisto razumem. Ja, dej, tam mladinci, dejte nehat, no. Ker čist z egoističnih namenov pokažeš dobroto. To nisem mislil, ampak to si drugače rekel, kar sem jaz mislil. To smo v prvi epizodi govorili o kapitalizmu, ne, da pač najbolj egoistični posamezniki bojo pol na koncu, bo tudi dobro za vse. Dobre, pustimo to. Ja, v glavnem se odloči, da jih bo pač rešil, ne. Ampak da more Zaphod to nalogo, ki si jo je pač zadal, da bi bilo fajn, da jo tudi opravi. Ne? Tako. In da poišče človeka, ki dejansko vodi vesolje. Ne? Kdo je? In je se spet pojavil tisto zemeljsko, ki on pa zakvanej tega tipa išem, ne? Mislim, ki vodi vesolje. Ne? Pa on sam pogledaj okoli sebe, mislim, a se ti zdi, da je vesolje v dobrih rokah. Mislim, a veš, to je tako brezčasna izjava, ne, ker mislim, da če bi si jo leta 1500 postavil, 1856, ker je bila ona družba britanska, ali pa 400 pred našim štetjem, ali pa kadarkoli. Ali pa danes si lahko to postaviš, ker imaš zmeram občutek, da je vse uritne. Pa še zmeraj nekam naprej prelezamo, to je res. Pa še zmeraj gre nekam naprej. Ja. A veš, in to je tisto, kar je noro, ker imamo v bistvu vsi občutek, da ne gremo nikamor, da skozi nazadujemo, ampak v bistvu hkrati napredujemo. In to zaradi tega, ker smo toliko omejeni s to svojo življenjsko dobo, ki je v njih 80 let, ne, ker je pa za to zemeljsko življenje zelo kratko. In nam se pa zdi, da se v teh 80 letih, ker se pa nekaj zgodi, da je pa to čist brez veze. Oziroma, da smo šli ves cajt nazaj. Ne. Kaj je bilo že zanč, ko sem na Twitterju tisto objavil, da največji razlog smrtnosti je še vedno starost, ali kako je že bilo? Ampak je res? Ja. Ampak je res? Ja, se veš, to je to, kar jaz pošiljam za tele rojstne dneve, veš, da so študije pokazale, da so rojstni dnevi koristni za zdravje, ne, da več, ki jih doživiš, boljše, ne. Ja, to je ta. Ja, ne, kaj je res, ne. Tako da, ja, in mu stari mu reče, ne, da se ne v to ne dvanič kregala, ne, pa lega mačkan za ušeska prime. In da more on, da se nima kaj izogibati svojemu poslanstvu, ne. Ja, tako da očitno stari ve, ne, a veš, plan. Ja, in mu pol prav, kva pa tale računalnik dela, a veš, pa mu prav, ja, poskuša pripraviti čaj, ne, pa ta star prav, ja. No to pa odobravam, ne. Ja, to pa neki končno neka normalnost v tej norišnici. Končno, mislim, se začel ukvarjati s čajem, mislim, hvala Bogu, to treba zrihtati, ne.
Rekel sicer nisem prepričan, da sposoben opraviti sicer to nalogo, ne, ampak Malo ga je mogel, ne. Ne boš pa mogel videti, ne. Ja, Tako je. Na koncu mu pa še navrže uno dobro, ne, ampak lej, če boš še kdaj potreboval pomoč, pa če boš v stiski, ne. Lej, Lepo prosim. Ne klič. Ne meni klicati. Prosim. Ne, pober se k vragu, a veš. To je res uno. Ja, Mislim, valjda, se veš, vse to imaš verjetno tudi kakšne take prijatelje, ki telefon dvigneš, pa lahko rečeš ne živijo, kako si, ampak sam, kaj rabiš. Veš, tako da, ne, klej je bil ista neka Isti moment, ja. povezava, ja. Ja. In potem se v bistvu ladja, ne, most se zalije v valovih dima, ladja pa preskoči neznano razdaljo v prostoru in času in pečina obešalnik. Ja, to je bil pa res dolg poglavje, mater vola. Ja, ampak smo se prebili, ne. Ja, smo ga. Ne popuščamo tudi pred takimi poglavji. Ne, to itak, da ne. Sem zdaj ugotavljam, zakaj je bila v bistvu ta prva knjiga, a veš, toliko zabavna. Mislim, pa sej, ki si bral to kot zvezdno celoto, mislim, a veš, knjigo se nisi toliko sekiral zaradi tega, ker so bile poglavje malo draga, dolga. Ampak ja, lej, cajt je denar, ne, mislim. Ja, lej, čist, lej. Validen lapsus. Ja, nič, pa dajmo mi kar avtro ušmekati, pa reči Bobu Jožel, kako ne. V glavnem, recenzije dobrodošle na platformah ali pa na mail, hvala za se ribe, afnaž.com. Vabimo pa, da preberete citat iz tretjega poglavja, ne? Ja. In objavili ga bomo v naslednji epizodi. Kako? Vse piše na hvala za seribe.si, tajnica na 0599686885 pa bo vesela vsakega klica. Ker štopanje po galaksiji ni poceni. Naš podcast pa je, če nas lahko podpreš tudi ti. Vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Vsak evro šteje. Vsem iz srca pa najlepša hvala za poslušanje. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Jej, ni bil četrt poglavje bo naslednji, ampak ne tretji, ampak le jebi ga, vse ljudje vejo. No. Ja, valjda da vejo. Ja, itak. Itak, super. Dobro, ajde, Save. Kaj je konc? Save, drave. Ja, daj.